Resničnega miru ne moremo izdelati sami, ampak je dar Svetega Duha. Mir brez križa ni Jezusov mir. Le Gospod nam lahko da mir sredi trpljenja. Tako je med sveto mašo v kapeli doma Svete Marte 16. maja poudaril papež Frančišek. Njegova homilija je izhajala iz Jezusovih besed v evangelskem odlomku, namenjenih učencem med zadnjo večerjo. Mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Mir, ki ga da Jezus, je darilo, je dar Svetega Duha in ta mir gre sredi trpljenja ter ostane, ni neke vrste stocizem, tisto, kar stori fakir. Ne, je nekaj drugega, je poudaril Sveti Oče in nadaljeval, da je Božji mir dar, ki nam pomaga iti naprej. Jezus potem, ko je učencem podaril mir, trpi v vrtcu Gecemani in tam vse izroči očetovi volji. Trpi, a ne manjka mu Božje tolažbe. Evangelij pripoveduje, kako se je prikazal angel iz nebes in ga tolažil. La pace di Dio è una pace reale, che va nella realtà della vita, che non nega la vita. Božji mir je resničen mir, ki pride v resničnost življenja, ki življenja ne zanika. Življenje je takšno, trpljenje obstaja, bolni obstajajo, veliko grdih stvari obstaja, obstajajo vojne. Toda tistega miru od znotraj, ki je dar, se ne izgubi, ampak se gre naprej. Noseč križ in trpljenje. Mir brez križa ni Jezusov mir. Je mir, ki ga je mogoče kupiti, mir, ki ga lahko izdelamo sami. Toda ni trajen, ampak se konča. Kadar se nekdo razjezi, izgubi mir. Kadar se moje srce vznemirja, je to zato, ker nisem odprt za Jezusov mir, ker nisem sposoben prenašati življenja, kakršno pride s križi in bolečinami, je dejal papež Frančišek in pridigo sklenil s povabilom, da bi Gospoda prosili za milost njegovega miru.